Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba oziroma nova epizoda zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Kdo je naš današnji gost, kdo je naš današnji nov steber slovenskega alpinizma? To je Vanja Matijevec. Vanja Matijevec je alpinist zlate generacije slovenskih alpinistov 70. in 80. let, ki je izkušnje nabiral tudi v gorah Himalaje. Ne le nabiral, daleč od tega v navezi, pozor, s Frančkom Knezom mu je na odpravi leta 1981 uspelo po novi smeri doseči rob južne stene Lotseja. Južne stene Lotseja, ki je dotedaj veljala za nepreplezljivo. To je bil do takrat najtežji vzpon v Himalaji. Bil je tudi član legendarne odprave na Everest leta 1979. Vanja je bil celo predviden za naskok na vrh, a se je temu odrekel, ko je odhitel na reševalno odpravo na vezi Stipe Božič, Stane Belak in Ang Fu, ki se je v bistvu po uspešni osvojitvi vrha pri sestopu zaplezala in noč preživela visoko nad 8000 metri. Vanja je bil v bistvu prisoten pri nesrečnem zdrsu vodje šerp Ang Fuja, ko je ta padel v večkilometrski prepad. Vanja Matijevec števila svojih preplezanih smeri ne pozna, saj je že leta 1981 nehal zapisovati vzpone. Ve pa, da ima približno med njimi dobrih 30 prvenstvenih. Med temi je najbolj ponosen na prvenstveno smer v zahodni steni Trisula, ki so jo leta 1987 splezali od vznožja naravnost na vrh. Med slovenskimi plezalci, tudi med mlajšimi generacijami, pa je najbolj poznan po vzponu v lednem slapu Lucifer, ko je skupaj z Ladom Vidmarjem in Blažem Oblakom leta 1979 preplezal verjetno v Sloveniji najbolj znan in takrat sploh prvi preplezani slap pri nas, torej že omenjeni Lucifer v bližini Gozd Martuljka. S tem se je tudi začela ledna doba plezanja, torej lednega plezanja na Slovenskem. Bil pa je tudi Vanja Matijevec odličen, alpinističen smučar z precej prvenstvenimi težkimi spusti. Prisluhnimo torej sedaj, kako se je Vanja znašel v svetu vertikale, kje se je vse začelo, kdo so bili njegovi soplezalci, pa najbolj zapomnljive odprave, stene, gore in tako naprej. Torej, prisluhnimo, kaj vse nam je vsem povedal, prisluhnimo torej njegovi zgodbi iz zgodovine slovenskega alpinizma. Kdaj, kje, torej kraj, odsek si začel s plezanjem? Zakaj? In zakaj v bistvu prav tam? Začel sem v medvoškem odseku, alpinistični odsek Medvoškega društva planinskega. Razlog je bil pa v bistvu zelo preprost. Tiste čase, ker ni bilo denarja za študirati na fakulteto, je bilo treba pač delati. Jaz sem dobil službo v Kolorju v Medvodah. Tam sem se na delovnem mestu srečal z Jožetom Hočevarjem, ki je bil takrat že dokaj uveljavljen alpinist. In on me je na nek način zainteresiral s svojimi zgodbami, pa s svojim povabilom, če se mu kdaj pridružim v Turncu, da pač
preizkusim, kaj pravzaprav ta zgodba je. Jaz sem sicer prej hodil v hribe, ampak z plezanjem se pa nisem srečal. No in pa se je to pač tako začelo. V Turencu imajo prve šole, vem, da prva tura, na katero sva šla, je bila prvenstvena smer, ki se jo je on zamislil v Srebrnaku. Kolikor sem bil zbegan, sem prišel do njega brez kladva in sva imela samo en kladu, ampak hvala Bogu je smer tako prijazna, razen da je krušljiva, da sva z enim kladvom lahko opravila, kar je bilo treba zabiti. No in pol sem večinoma prvega leta sem plezal z njim. Njemu je odgovarjal, ker na odseku očitno ni najdel nobenega, ki bi bil pripravljen mu nekako slediti v njegovih idejah. Imel je pa cel kup idej za nove smeri in tako sva splezala eno v malem Draškem vrhu, eno v velikem Draškem vrhu. Potem sem se pa že tudi spoznal z drugimi in sem začel tudi plezati z Janezom Kalanom pa z Doretom Verbičem. Tako da sem v prvem letu pravzaprav že kar eno lepo število smeri naklepal. In takrat se je tudi zgodil tisto, kar se verjetno vsakmu, ki začne se z alpinizmom ukvarjati, zgodi ali pa se je zgodil tisti čas. Prišel sem do knjig, ki so opisovale seveda velike podvige alpinistov tistega časa. Kako pa je bilo takrat z opremo? Kako opremo si uporabljal? Torej, govorimo o obdobju, 70-ih let začetku in potem kasneje. Čelado, ste že imeli plezalni pas tudi že od začetka? Plezalke, težki gojzarji, kako je bilo s tem? Prve smeri sem plezal z dvojno kapo še. Ampak mislim, da še tisti let sem si kupil čelado, pasov nismo imeli še takrat. Navezan si bil z najlonskim vozlom. Vem, da sem si kupil 5 uponk, ker smo imeli takrat pač neko tako idejo, da če ima prijatelj tudi 5 uponk, 10 klinov na en raztežaj, je pa več kot dost. Upenali smo namreč vrv samo z eno uponko, ni bilo tako, kot zdaj, ko sta vedno par. Ene par klinov sem si kupil tisti, ki so se takrat dobili na Planinski zvezi. Jeseničani se jim je rekel. In to je bilo v bistvu vse. Kaj pa plezalnike ste uporabljali ali še težke gojzarje? Ne, jaz sem praktično cel življenje plezal v gojzarjih. Mislim, da sem prve na pol plezalnike sem si kupil tam nekje leta 77, kaj takega. Pa še to bolj zaradi tega, da sem imel eno lahko obuto namesto težkega gojzarja. Ker pač plezalnik ni primeren, saj tiste sorte ni primeren za dereze. Jaz sem pa relativno zgodaj začel plezati kombinirane smeri. Pa tudi ena izkušnja s plezalniki, modernimi plezalniki, to pomeni brez rebraste gume, je bila, ko sem z enim od prijateljev šel v Kogu plezati in je obul plezalnike in ni mogel čez prvi sneg do stene priti. Tako da se mi je zdelo, da je tak plezalnik pa ni zame.
Kaj pa kladivo? Kje ste dobili takrat kladivo? Dobro, danes lahko kupimo kladivo specialno, plezalno v vseh teh trgovinah, ki so na voljo. Takrat takih trgovin specialnih ni bilo. Kako ste s kladivi reševali situacijo? A veste, da se ne spomnim, kje sem pravzaprav kupil kladivo. Bil je pa klasičen kladu, sicer z oklom, malo okle je imel. In po moje, ja, nekje so ga mogli imeti, no. Ne vem, kje sem ga kupil. Vem, da me prav zanima, če še kje leži v kakšnem kevdru tista prvo kladu. Kako pa je bilo s treningi? Torej ste posebej trenirali za vzpone ali pa so bili vzponi trening za vzpone? V glavnem so bili vzponi trening za vzpone. Sicer smo se dobivali enkrat, tudi dvakrat na teden v Turencu, v tem plezališču, kjer smo pač poskušali, kaj vse se da splezati. Ampak da pa kaj posebej trenirali v tistih prvih letih, pa ne. Ko si šel plezati, si šel pač plezati z namenom niti ne treninga, ampak takrat se mi zdi, saj name so zelo vplivale nekatere knjige, od Hermana Bulla, Lionel Terray recimo. In sem nekako prevzel ta razmišljanje o alpinizmu kot enostavno odkrivanje neznanega in nekoristnega. Nekaj, kar ne koristi nikomur razen meni. In v bistvu mi je to pravzaprav ves čas ostalo. Mene je v alpinizmu zanimalo, kaj zmorem jesti, in nikoli me ni zanimalo primerjava z drugimi. In tako je v bistvu tudi vsaka tura je bila, recimo, ko sem splezal recimo svojo prvo petico, me je zanimalo, kaj je pa, če je nekaj ocenjeno 6. In ko sem splezal tisti čas, je bila 6 plus zadnja ocena, ko sem splezal eno 6 plus, me je zanimalo, kako pa zgleda detalj 6 plus. In ko sem zlezel, me pač v tem smislu zadeve niso več zanimale. In sem samo še iskal čim daljše, čim bolj komplicirane stvari. Ampak vedno samo nekako z enim ciljem. Pri sebi dosež, da spoznaš, kje je meja. Do kje lahko in kje je treba končati. Moram reči, da sem mu tudi to srečo, da v domačih stenah mislim, da nisem niti enkrat obrnil. Ko sem pa enkrat prišel v centralne Alpe, se mi je pa večkrat zgodilo, da se tura ni izšla. Največkrat zaradi pogojev. Vem, da je enkrat z Zvonetom Andrejčičem sva plezala v Anglu. In je to kombinirana ledna smer, Sapeli Bonati, in sva v prvem ledu je na naju začel z ene sveče teč slab. In sva bila v enem raztežaju tako premočena, da enostavno nisva mogla več nič narediti in sva se spustila ven. Drugič se mi je zgodilo, da sem obračal v Droatih. Sem bil da se pa ne spomnim imena, Jeti Kamančan. Mogoče ga boste najdeli. Smo se tudi veselo zagnali v steno, cel kup naves, mislim, da je ne 3. In prehtela sta naju 2 Francoza, jaz sem si rekel, krasno, te 2 vesta, ki je smer točen gre. In sva lepo plezala za njima. Seveda sta se Francoza tako lepo zalezla, namest v pravi smeri proti levi, sta se zalezla v desno, v tisti steber,
na tenek let in kar naenkrat je bilo vsega konc. In ko si enkrat v Drvatih nekje okoli 10. ure dopoldne, ko sonce močno rata in začne dol leteti, je najboljš, da zgineš. Ne? In smo prav bežali iz stene takrat. Vsak od nas, pa lahko rečemo na splošno vsak, ne, ki se ukvarja z neko stvarjo, ne, in te stvari lahko rečemo, da gledamo zelo široko, lahko reče, oziroma lahko rečemo, da pač na njega je nekdo vplival zavedno ali nezavedno, da se je odločil za neko dejavnost. Torej, tu v našem primeru govorimo o plezanju, alpinizmu. Lahko rečeš, mogoče, lahko našteješ kakšne vzornike tvoje na začetku, kasneje, doma, v tujini. Mogoče kar, da našteješ kakšnega alpinista, ki je imel tako močan vpliv na tebe, da lahko rečemo, ne, da te na nek način naredi. Se pravi, mene so več ali manj so me naredile knjige. Ko sem bral recimo Hermana Bulla, sem si živo predstavljal, kako izgleda, ko enkrat človek doseže svoje meje v plezanju. Ko sem bral recimo Lionela Terreja, mi je še razložil, da je pravzaprav vse skupaj nekako na nek način brez veze, razen kar to tebi samo pomeni. In tako da bi težko rekel, da sem imel kakšne vzornike. Sem poznal takratna velika imena, Staneta Belaka Šraufa, pa tudi Vikija Grošla, recimo, ki je bil mlajši, pa ko sem z njimi kasneje tudi plezal, sam bi pa težko rekel, da so mi bili vzorniki, ker me ni zanimalo, da bi dosegel to, kar so oni dosegli. Zanimalo me je samo, da zvem, kaj jaz lahko dosežem. In v tej smeri je šlo vse skupaj. Kako pa je bilo s soplezalci na začetku, kasneje, kdo so bili tisti tvoji najbolj domači v stenah, s katerimi si se konec koncev tudi verjetno najbolj dobro razumel, si imel torej na nek način stalne soplezalce, stalne partnerje za plezanje, ali je to dogovarjanje za vzpone potekalo kako drugače? Ko sem rekel, začel sem z Jožetom Hočevarjem, pa sem zelo veliko plezal z Janezom Kalanom, nažalost že pokojnim, z Doretom Verbičem. Kasneje sem pa plezal z zelo številnimi in različnimi plezalci, od Zvoneta Andrejčiča, tudi Šrauf, Viki Grošelj, Manfreda, Marjon. Tako da nikoli nisem imel enega na ta način stalnega soplezalca, da bi bil nekako več ali manj samo z njim. Tudi nisem imel nikoli nobene, recimo, ko človek prebere ali pa ko kdo pove, da soplezalcu moraš zaupati, mora biti prijatelja, ne vem kaj še vse. Mene to nikoli tangira. Jaz sem vsakemu, s katerim sem se navezal na vrv, sem zaupal od prvega koraka brezpogojno. In moram reči, da je bilo veliko različnih soplezalcev, s katerimi sem z vsemi se fajn zastopil. Ste imeli morda kakšno, lahko rečem, plezalsko klapo, ne? Poznane so te plezalne združbe ali pa družbe, mojstranske Veverce, pa potem Peronospora, pa naprimer znani so Škamperle in njegova ekipa, tako imenovanih Postončanov, ki so veliko plezali skupaj. Ste imeli kakšno vi, takšno družbo? Ker ste se fajn imeli, ste se zabavali, pa tudi plezali. Od začetka je to nekako bila ta družba medvoška. Celo
ne vem kdaj, enkrat je prišla ena ideja, ker so mojstranške vevrce, a ne da bili pa mi medvoški pajki. Ampak moram reči, že jo nismo realizirali. Kasneje so se pa, se mi zdi, te družbe zelo porazgubile. Jaz mislim, da so bili Postojnčani v bistvu zadnja taka druščina, ki je dolg časa bila skupaj. Jaz tudi po prvi oziroma na prvi odpravi se je medvoški odsek razformiral, oziroma takratni načelnik ga je preselil v Šmarno goro iz osebnih razlogov, neki so se morali spričkati očitno, ne. Tako da sem bil pol v Šmarni gori, pa sem se preselil v Ljubljano, mi je bil Rašiški odsek najbližji, sem se včlanil k njim, ampak nikoli več ni bilo prav, da bi bila taka druščina, da bi se kar naprej dobivali nekje po Hočah, ker Medvoščani smo se dobivali v Tamarju, ker je bila to pač bajta medvoškega društva. In smo tudi tam daleč največ plezali. Kasneje pa tega ni bilo več. Omenil sem že v uvodu, da si preplezal, no pa to je načeloma tudi splošno znano, precej smeri, da imaš tudi več 10 prvenstvenih smeri. Torej, lahko rečemo, da se je v naboru tvojih preplezanih smeri nabralo precej teh v stenah doma in v tujini. Kateri tvoji vzponi pa so se ti zdeli najtežji? Mogoče tudi zakaj najtežji? Lahko izpostaviš kakšnega? Težko bi kjerga izbral. Lih zaradi tega odnosa do alpinizma sem ga imel, ker me je pač vedno zanimalo, a lahko, a si upam, a zmorem. Mi pa ostajajo nekateri v malo močnejšem spominu kot drugi, recimo. Ali recimo raz mojstranskih vevrc, je, ker sva bila nekako komot in sva rekla, se nama ni treba z nočjo ven splezati, in sva bivakirala en raztežaj pod vrhom, pa naj je zapadel sneg in naslednji dan sva imela ledeno snežen kot, ki je sicer samo 4 ocenjen, ampak takrat je bil precej težko. Ali pa mi recimo pride na misel prva zimska ponovitev Dularjeve zajede, ki je bil po svoje nek zanimiv eksperiment, ker je pač Jože Rožičev si je zamislil način z fiksiranjem vrvi, ker je imel podporo GRS domače, je seveda bilo vrvi na voljo neomejene količine skoraj. In smo splezali tako, da smo pač fiksirali, dokler si prišel prvi dan, pa naslednja naveza je plezala od tam naprej drug dan, pa fiksirala, pa pol naslednja je splezala tretji dan, ne, pa ta druga naveza, tretji dan je pa vse skupaj pobrala ven, zmetala čez steno, kamor so prišli prijatelji pobrati pravzaprav vso to robo, in smo pa tretji dan po noč splezali ven. Recimo, da je zelo tehnično, bom rekel, po svoje zanimiv. Pa je zanimiv recimo, ne vem, moj prvi vzpon v centralnih Alpah, oziroma mogoče niti ne toliko kot doživljaj, recimo, ko smo na nek način na švert se priključili eni vodniški
ekipi, ki je vodila na Mont Blanc, ne. Pa nam na koncu Mont Blanc kot tak ni bil dost, pa smo rekli, ok, ko smo že tlele, bomo pa naredili prečenje, pa smo šli na Maudit, pa Takil, pa Akil de Medi. In recimo tam se spomnim, takrat smo imeli ene kovane dereze, sposojene na odseku, seveda. In so nas turisti, ki se pripeljejo z žičnico na Midi, so nas, oziroma naše dereze občudovali, kakšenkoli kaj takega videli niso. In ja, ampak težko bi pa rekel, da je bil kakšen vzpon tako težek ali pa tako ekstremen ali pa da bi bil vreden, da se zapiše v zgodovino. Ker so bili pač vsi samo temu namenjeni, da zvem, kaj lahko. Kateri tvoj vzpon pa šteješ za največji dosežek? Ne nujno po ocenah. Tisti, ki ti je te na nek način najbolj zaznamoval, ki je pomembno vplival na tebe zaradi različnih razlogov. Spet ne. Mislim, prvič alpinizma nisem nikoli vrednotil po največjih dosežkih, kaj si, ali svetovni rekord v poletih, ali ne vem, zmaga na ne vem kakšnem tekmovanju, ker ga pač nisem na ta način zastopil. In zaradi tega tudi vzponov svojih, pa ne od drugih, nisem nikoli rangiral, ta je pa nekaj več. Ne. Ker me je vedno spet samo to zanimalo, ali zmorem ali ne zmorem. Vzponi, ki se mi zdijo vredni malo več kot drugi, so bili taki vzponi, kjer sem mogoče res šel do meje. Takih je bilo pa in pri nas, in v centralnih Alpah, in v Himalaji kar nekaj, no, da nam rekel. V Himalaji skoraj vsi so bili na svoj način posebni. Odprl ga, recimo, ko me je Tonač povabil na Trisul, v zahodno steno. In ko sem v bistvu sicer po že osvojenem vrhu ostal sam pod vrhom in sem pol naslednji dan šel sam na vrh. Do recimo ta zadnjega himalajskega, spet v zahodni steni Trisula, kjer smo splezali 3 nove smeri v alpskem stilu, kjer sta Sandi Marinčič in Vlasta Kunavr s padalom letela z vrha, kjer smo prečeli vse 3 vrhove. Tako da težko bi za kjergakoli rekel, da je res zelo poseben. Vanja, imaš kakšno steno, zamerkano smer ali goro, katero si želel preplezati, pa je nisi uspel, ni prišla? Da je bila želja tvoja zelo močna, da si mogoče celo poskušal, pa na nek način ni prišla na vrsto ali pač je zaradi takšnih in drugačnih razlogov nisi zmogel. Imamo že intervjujene naše alpiniste, ki so nabrali oziroma našteli precej široko paleto, ne, različnih smeri, težkih, lažjih sten, takšnih, drugačnih, znanih in tako naprej. Imaš ti katero? V bistvu sta 2. No, pa še 3. pol. Namreč, ko sem prebiral po knjigah, sem se srečal tudi s knjigo 3 zadnji problemi Alp. In tisti čas so bili seveda to vzponi, pri katerih smo samo usta odpirali.
In ko sem bil prvič v centralnih Alpah, sem si želel splezati Valkarja. Pa seveda nismo prišli niti do vznožja. Dobro, mogoče tudi hvala Bogu, ker je vreme ta prav čas nam dal signal, niti ne poskušamo. Potem, ko sem kasneje vodil po Švici, sem si želel tudi splezati Eiger pa Matterhorn. Ampak nikoli ni bilo denarja, da bi šel v Švico plezati. Če sem bil na vodniški turi, je še šlo nekako, da bi si pa prvošel Švico, pa tiste cene. In tako tudi v Eigerju nikoli nisem bil, tudi v Matterhornu v severni steni. Mi je pa tista polovička ratala v Žorasih, ko smo splezali prvenstveno desno od Krozovega stebra, krasno ledno smer z Frančkom knezom Jože Zupan pa Lado Vidmar. In je to postala verjetno ena najmanj ponavljanih smeri iz preprostega razloga, ker baje je led že skoraj povsem zginil. V današnjem pogovoru smo slišali že kar precej prigod iz tvojih vzponov. Torej, vemo, da si plezal, lahko rečemo, širom sveta, torej v Himalaji, v granitu, pa v apnencu Alp, plezal si poleti, po zimi, v ledu in tako naprej. Torej, plezanje je zelo široka dejavnost, oziroma imaš pri plezanju možnost se soočiti z različnimi načini plezanja in tudi pač z različnimi problemi, ki se ti pri tem pojavijo. Si se v katerem od teh načinov plezanja ali pa pač zvrsteh kamnin in tako naprej boljše počutil kot kje drugje, torej si se bolj našel? Ker sem se spoznal z plezanjem v ledu, moram reči, da sem se zelo hitro navadil in mislim, da mi je plezanje v ledu najbolj fajn. Razlog je pa strašno preprost. Ni treba iskati oprimkov. Enostavno, kolikorkoli je že strmo, če imaš dobro orodje, imaš oprimke zmeraj v rok in na nogah, zdaj rezani. Tako da v ledu sem zelo rad plezal. Bil si član večjih odprav v Himalaju in to v času tako imenovane zlate dobe jugoslovanskega, torej slovenskega himalajizma. Ti je katera od teh odprav ostala najbolj v spominu? Seveda, če ja, tukaj je vprašanje tudi zakaj. Ja, himalajske odprave so mi ostale vse po vrst v zelo dobrem spominu. Dogodkov pravzaprav z teh odprav verjetno ne bom pozabil nikoli. Trisul prvi pač zaradi tega, ki je bil prvi in je bila krasna smer čez steber, ledna smer. Everest zaradi reševanja v Hornbajnovem ozebniku. Lotse zaradi izsiljenja in dokončanja smeri na rob stene. In ta zadnji trisul spet zaradi tega, ker nam je ratal pravzaprav čisto vse, kar smo se takrat zaželeli. Tako da vse so mi ostale v zelo močnem spominu. V uvodu sem že omenil, da si v bistvu bil na odpravi 1979 na Everest, lahko rečemo, višku slovenskega himalajizma, vsaj tako se je zdelo v tistem trenutku, predviden za naskok na vrh. Torej, bil si v bistvu že tik pod vrhom, a na njega ne, da nisi prišel, niti nisi poskusil
priti. Kaj se je zgodilo tedaj? Na nek način smo v uvodu že omenili to situacijo. Mogoče lahko malo več poveš o tej po eni strani srečni, po drugi pa vseeno tragični zgodbi vrnitve z vrha vaše predhodne naveze. Ja, tista zgodba je bila po svoje zanimiva. Med odpravo se naveze v smeri počasi gradijo in izmenjujejo. Dolg časa vem, da smo plezali z Marion, torej Manfreda, Viki Grošelj, potem Kotnik, pa Bergant, pa jaz, naveza 5, smo kar nekaj vrvi napeli že v prvi steni, pa potem gor višji tudi. No in po enem obdobju zelo slabega vremena, ker nobena naveza ni uspela priti čez konc vrvi, kjer smo mi predhodno napeli, se je naveza razdelila in sicer nas je škarja, Mariona pa Vikija je postavil kot prvo vršno navezo, nas pa da dokončamo do petice napenjanje vrvi in takrat smo bili mi drugič nad 8000. In takrat je bila v bistvu, ko smo to dosegli, je bila zame odprava v bistvu dokončana, ker za nami sta bila Marion pa Viki kot prva, pa potem za njima Robas pa Podbevšek kot druga, pa za njimi Kranjčani kot tretja, pa Šrauf kot četrta naveza in si jaz nisem predstavljal, da bi pa, če prvim dvema rata, da bi pa 5 navez še šlo do vrha. Ampak pa se je tako obračal, da Viki pa Marion je pozebil, sta se vrnila, naredila pravzaprav najtežji del vzpona skozi tisti kamin, da sta Robas pa Podbevšek zašla na en stranski vrh in da so Kranjčani prišli, oziroma da sta Zaplotnik pa Štremfelj prišla na vrh. Takrat smo bili mi še v enki. In takrat nam je škarja nekako, ajde fantje, ker ste veliko naredili na hribu, pejte še enkrat, pa boste šli še do vrha. Celo tako je bilo predviden, ker so šerpe zelo dobro nosile na petico, na zadnji tabor, da naj bi 3 šerpe, ki so šli z nami takrat s tovori kisika, da naj bi tudi šli do vrha, če hočejo. No, šerpe so takrat pač so prinesli na petico, so rekli, da jih stvar ne zanima več, da grejo raj dol. Šrauf pa Stipe Božič pa Ankfu so pa takrat en dan čakali v taboru 5 in ko so šli na vrh, smo mi prihajali na petico. In vzpon se jim je malo zavlekel in nazaj grede jih je ujela noč. Nekje po mojem občutku, glede na to, kjer sem kasneje, ko smo šli reševati najdu Stipeta, mogoče pravzaprav tik pod ameriško stopno v Hornbajnovem kuloarju. In jaz sem sicer kasneje, ker takrat veze niso dobro delovale na hribu, tako da mi tistih Šraufovih klicev v bazo, ki ste jih verjetno vsi videli v filmu Baza javi se, kjer je bilo to posnet, nismo slišali, ampak tisti klici so bili grozljivi.
takrat je bilo iz glasu očitno, da celo Šraufu gre tako za nohte, da ne verjame več, da bo preživel. No in seveda, normalno je bilo, vsaj za naše občutke, da gremo pomagati njim, ne pa na vrh iz petice. Prijatelja sta se spustila po snežišču navzdol, pod hodom bajnokular, jaz sem pa prečil po enih policah in sem v bistvu prišel v kolar, tam, kjer sta predhodno Nejc pa Andrej prišla ven iz kolarja. Zakaj? Zato, ker sta tam pustila vrv. In jaz sem tisto vrv pobral, sem rekel, mogoče bom še kaj rabil tole, ker do tam sem bil brez naveza, brez vrvi, ker sta bila prijatelja, ki sta šla od spodaj, sta imela vrv. In splezam v kolar, noter po tisti polici, mal nad mano je bil en majhen skok in nad skokom ene 50 metrov zagledam dve postavi. In sta bila Šrauf pa Ang Fu, ki sta se stopala. Jaz sem takrat uporabljal kisik. V bistvu ne toliko zaradi sebe, kot zato, da ko bo potreba, da ga dam tistim, ki ga rabijo. In Šrauf mi je povedal, da je s Tipetom nekaj narobe, da je baje zgubil, oziroma da se mu izljubila Tereza in da ne ve, kje je. In jaz sem se odločil, da pač ju pustim tam. Prijatelja sta bila že na dnu kolarja, sem rekel, počakajte tlele, Čita pa Ivč bo takoj prvama. In sem odšibal naprej, gor po kolarju, ene 100 metrov više sem naletel na Terezo, ki je bila zapičena v sneg ob robu, in sem videl, da ni zlomljena, ampak sem mu samo snela. In še enih 200 metrov, pa ne bom presegel, da je bilo točno to, da v tistem stanju verjetno nisem prav dobro oceneval, višje zagledam Stipeta na konc vrvi, ki je bila privezana v cepin, ki ga je zapičil, in kako si stoji na eni nogi, kjer ima Terezo, in z drugo poskuša skopati stopničko, v katero bi lahko stopil. In ko sem prišel do njega, je bilo čisto jasno, da je bila to zadnja točka, ki jo je še dosegel živ, če ne bi ben prišel okoli. No, pa sem jaz pač ga tam takoj privezal na še en klin ledni, splezal naprej gor do cepina. Cepin je bil mogoče 3 cm zabit v led oziroma v sneg. Odvezal vrv, se spustil do njega in ga potem spuščal skozi karabinsko zavoro, sem ga spuščal naprej dol, sem rekel, greva čim prej, no, prej sem mu še preložil masko pa flašo kisika v njegov ruzak, nataknil masko, odprl ventil na, mislim, maksimum skoraj. In Stipe si je relativno hitro pomogel, tako da je kar dosti suvereno pol se stopal dol, ko smo prišli, ko je prišel do Ivča pa Čite, je en čas samo gledal enega pa drugega, sem se jaz spustil do njih, prav Ivč, Ang Fu se je obal. Raven tako gledal enega pa drugega, kako obal. Nič mu ni manjkalo, ko sem šel mimo njega.
mogoče še v boljšem stanju je bil kot Šrauf v tistem momentu. Kako se je obal? Ja, prav, kar usede se je, pa se je odpeljal. In nimaš kaj. Gremo čim prej zginimo od tukaj na varno do Štirice. Prej sem imel še ideje, ki jih bomo spravili ven na Štirici, bomo mi še enkrat obrnili, pa še enkrat probali proti vrhu. Pol seveda, ko je Janku padel, je bilo teh idej takoj, so bile preklicane v hipu. Itak pa v teh idejah noben ni nič vedel, ker so bile samo v moji glavi. In ona dva sta še Stipeta privezala še na svojo vrv in so začeli počasi prečeti iz koloarja ven. Jaz sem že do takrat se stopal, tako sem bil navajen v strmem snegu se stopati z obrazom proti dolini. Lepo pete zabiješ v sneg in je lepo po stopnicah hodil. In ko se je vrv iztekla, grem jaz za njima, 2 koraka in se me naredil verjetno isto, kar se je naredil Langfugel. Zgleda, da je bila pod snegom ledena plošča, da reza ni prijela, jaz sem bil v hipu narit, pa me je odbil. Samo da glede na to, da sem relativno dostkrat očitno vadil to ustavljanje s cepinom že v domačih hribih, ko sem priletel na tla, sem bil že pod sabo sem imel leden kladu, ki sem ga uporabljal takrat in takoj se je zadrl v sneg in sem se ustavil dobesedno pol metra mogoče, pa sem že ustavil se. Skozi glavo me pa vrtel se film. Ne. Če ne bi tega znal refleksno, bi se danes odpeljal za Angfujem. Kar bi bilo še hujš, ker smo bili navezani, še koga bi nesel sabo. In takrat sem se dobesedno začel tresti, ker mi je to zvrtelce skozi glavo. No, ampak par globokih vdihov pa sem se spravil k sebi in par metrov pod mojim zaustavljanjem zagledam cepin, ki ga je Angfuju strgal iz roke. To je bil moj cepin, ki ga je Angfu na petki vzel, ki sem ga jaz tam pustil, ker pač ga ne rabim več. Spustim se do cepina, ga poberem, grem za prijatelji, noben tudi vedel ni, kaj se je dogodilo. In o tem tudi nismo govorili kasneje, ker šele, ko je bilo treba napisati zgodbo, sem jaz nekaj od tega napisal. Mislim na vprašanje, zakaj nismo šli na vrh? Preprost razlog. Reševanje, vsaj takrat, je bilo vredno več, ali pa reševanje življenj je bilo takrat vredno več, kot kjerkoli vrh, pa tudi če je najvišji na svetu. Kar se mene tiče, sploh nisem imel nobenega problema. Mene je zanimalo, a bom na 8000 lahko še funkcioniral, ali ne bom mogel. Ko sem vedel, da lahko, mi je bil vrh irrelevanten, ni bilo nobene potrebe po vrhu več. No, gremo sedaj na naslednjo tvojo veliko odpravo, ki se je zgodila 2 leti po Everestu. Seveda govorimo o odpravi v južno steno Lotseja. Južna stena je na nek način veljala za svetovni alpinistični problem naslednjega tisočletja. Vemo, kdo vse je poskušal že v tej steni neuspešno. Kako ste najprej doživljali sploh to res grozno, velikansko južno steno? Kako je bilo plezanje? Kako je bilo plezanje v njej? Torej,
Kako je zadeva potekala? Vemo, ne, iz zgodb, da ste precej trpeli takrat na tej odpravi. To, da je bil več ali manj slab vreme, je ena stvar. To, da smo se počasi navadili plezati v pršnih plazovih, je bilo obvezno, ker drugače bi morali pač odkorakati. To, da je puščali posledice na ljudeh, je bilo logično. Recimo, en od primerov, pa zdaj ne bom vedel točno, kjer prijatelj je to bil, kašljali smo tam vsi. Eni so celo kašljali tako, da so kri pluvali včasih. In eden od prijateljev je takrat prišel k doktorju pa je rekel, daj mi ti neki, lej, kri pluje me benti. Je rekel, veš kaj, za 14 dni doktor Horvat, ali Horvat. Za 14 dni pojdi na morje, pa bo to zginilo. Mislim, tak je bil odnos. To pač moraš vzeti v zakup in ni druge. Ne? Tako da se pravim, ta zgodba je sestavljena iz celega kupa individualnih zgodb, ki so ljudje obupavali, ki so se cepini lomili, ki so ljudje morali odnehati zaradi ozeblin, ki so se dušili v šotorih, ki so jih zalili plazovi. Recimo na Petki se je to zgodilo Marjonu pa Čiti, Bergantu pa Manfredi. Zgodilo se je meni pa Frančku. In zdaj berem v knjigi od Štremfla, da se je zgodilo tudi njim, oziroma njima. Šotor je bil na takem prostoru, da ga je plaz tako zalil, da če se nisi hitro odkopal, bi noter pač umrl zaradi pomanjkanja kisika. Poleg tega slabega vremena, vsakodnevnega, je bil pa problem tudi, posebej v zgornjem delu, nestabilen sneg in pod njim skladi, ki so naloženi tako kot strešniki. Praktično nobene prave opore za noge nisi več imel. In tako se je pač moštvo v 60 plus dneh izčrpalo in enostavno zadeva se je morala na tak ali pa drugačen način končati. Ampak na nek način ste izsilili, torej vzpon čez do roba stene, sicer na dveh variantah, torej ena je že omenjen Štremfelj in z njim je bil Podgornik. Je bil Peter z njim ali Nejc? Ne, Pavel. Pavel pa Nejc. Torej, imamo navezo Podgornika in Nejca in Štremflja in vaju dveh z Frančkom, ki izplezata 18. maja na rob stene po vaši varianti. Kako je to izgledalo? Ta boj na nek način, da se pride na rob stene na silo? Torej, večina nas je razmišljala takrat tako, kot smo razmišljali tudi v domačih hribih. Stena je preplezana, ko si na robu stene. Vrh me ne zanima. To takrat v Himalaji še ni veljalo. V Himalaji odprava, ki ni dosegla vrha, je bila pač neuspešna odprava. Ko so Podgornik, Nejc pa
štremfelj morali obrniti v tisti smeri direktno proti vrhu, sva s Frančkom seveda sva se odločila, ker sva ostala pravzaprav edina od cele ekipe, ki sva imela še nekaj energije, sva se odločila, da ne bova nadaljevala tam, kjer so oni končali. Razlog je bil pa strašno preprost. Če ti Nejc reče, da na tiste kline on ne bi niti svoje slike obesil, pa seveda to niso klini, po kateri bi se kdo drug obešal. In sva se odločila prvič, da bova čim hitreje splezala do šestice. To nam je uspelo z 2 bivakoma, torej v 3 dneh. In potem odvisno od tega, kako bo kazalo z vremenom. Če bi vreme kazal na to, da bo vsaj en dan res držal, pa bi poskusila direktno na čestico po enih rampah tam gor, kar sva gledala, probat prideti na ta greben nad mestom, kjer so oni probavali, pa pol od tam kakorkoli naprej. In druga varianta, ki je pa zgledala na oko veliko bolj prijazna, da bova prečila v levo, cel vršen snežišče pod vršno steno skalno in prišla na rob stene takoj, ko sneg doseže rob. Zjutraj, tisti dan, je bil oblačen strop tik nad nama, začel je snežiti in seveda o tem, da bi plezala naravnost gor, ni bilo niti malo razmišljanja. Da bi bila hitrejša, sva vzela kisik maske, ampak meni je že po 1 uri plezanja kisika ni bilo več, konc. Medtem, ko je Franček imel kisika še 4 ure dlje. Ampak to je bilo komaj dosti, da sva dosegla v tej prečnici skalni rob oziroma skale na vrh snežišča. Od tam je bilo treba pa še kakšen kilometer prečeti po snežnih zastrugih. To pa tako zgleda, da pač kot harmonika, splezaš na rob, v dolinco, po njej gor, na rob, v dolinco, po njej gor. No in te snežne mase, čeprav je bilo strmo na oko, bi tam rekel krepko čez 60 stopinj. Na neverjeten način vztrajajo in se držijo v tej strmini. No in se ma je pač dogajalo. Franček je splezal po takem zastrugu do gor, poskušal prečeti na naslednji zastrug in na vrhu zastruga je bila opast, ki se je podrla in seveda je trešil na 30 metrov dol. Na vso srečo je bil med nama zastrug in se je vrv zarezala v ta zastrug noter, tako da sva visela kot 2 salami, vsak na svojem koncu. No in potem je zlezel po tistem drugem zastrugu gor do skal, zabil klanc, se pripel na tisti klin, preden sem jaz lahko šel, ne, in pol smo imeli seveda vaje, kaj zdaj. Jaz sem poskušal, pač, ker je bila vrv zarezana v zastrug, nisem mogel za njim plezati navzgor, sem moral prečeti v sosednji zastrug, tam se je vse skupaj še pod mano podrl, pa je bilo treba, da sem prišel do vrvi, ki jo nisva mogla jasno ven potegniti, se je bilo treba odvezati, pa je Franček potegnil vrv dol, ven, pa spustil dol.
pa je bila v bazi zavladala cela panika, ker sva komunicirala po radiju, da se nisva drla na 100 metrov, kolikor sva imela vrvine. Kaj se zdaj dogaja? Nisem odgovor, je pač bil, dajte mir, imava sama s sabo dosta opraviti. No, in ko je Franček tisto vrv sprostil, pa jo spustil spet dol, sem se jaz navezal, splezam do njega. In Franček je takrat rekel, jaz imam tega dost. Mislim, mene je prav fizično me je bolelo to, da bomo, ne vem, par 10 metrov mogoče pod robom stene pa nehali. In na vso srečo takrat so se megle malo pretrgale, zagledala sva rob dobesedno na dosegu roke in jaz sem samo hitro zakopal mimo Frančka, da ne bi njegova obveljala. Zakopal sem rekel, lej, tamle sva, takoj so odzunjene. Splezam tisti raztežaj, Franček pride za mnoj, spleza še po enem takem zastrugu navzgor, do enih skal na robu in potem mu je manjkalo, oziroma nama je manjkala samo še ena prečnica, mogoče 20 metrov, kamor je zabil 3 kline, zato da ja ne bi bilo kaj narobe, da je prišel ven pa na rob. No in takrat sva pač ugotovila, da to je to. Stena je preplezana, lahko greva vsaj mi dva ali pa tisti, ki dojemajo konc smeri z robom stene, grejo lahko mirno domov, ker smo pač naredili prvo smer čez južno steno Loceja. Vrh ni bil več v mislih, se ni dalo priti, torej ne bi se išlo. Vrh takrat sploh ni bil več v igri. Takrat je bilo v igri samo še, kako pride dol. Franček je bil druge sorte, bom rekel, plezalec kot jaz, je bil seveda navajen že v domačih hribih veliko se stopati po smereh, ki jih je preplezal, ali pa po sosednjih smereh. Jaz teh izkušenj nisem imel, razen mogoče nekaj malega v centralnih Alpah, kjer sem si prvošel pač včasih, da sem lažje smeri po njih se stopal, tudi če je bilo še solidno strmo. Sam moram reči, da sem se takrat prav naježil od strahu, če sem pomislil, kaj naj čaka, če se bova vračala nazaj. Ker na robu stene sva bila tam nekje okrog 6-7 zvečer. To pomeni, šla bova v noč, baterije več kot uro ne bojo zdržale in kako vam vidva tam čez vso to prečko, v kateri sva dvakrat letela, kako va čez prišla, mi ni bilo jasno. No, ampak Franček je rekel, tako, veš kaj, jaz grem tlele nazaj, ti pa krčeš. In seveda, jaz s tem, da se prilagodim soplezalcu, nisem imel nikoli težav. In sva pač šla, Franček je plezal naprej, hvala Bogu sva večino teh zastrugov, ko sva gor glede plezala, že podrla. Tako da je bil pod nama relativno kompakten snežen teren. In tam nekje okrog polnoči se je še vreme naredil, posjala je luna, tako da nisva imela problema več z baterijam in sva pol to prečenco naredila do enega roba, s katerega sva se potem po enojni vrv, ker še, ne vem, mogoče še zdaj visi tam noter, spustila v višino petice približno,
ker nisva točno vedela, kam se spuščava, sem jaz obvisel 3 metre nad snegom in sem enostavno tvegal, pa sem skočil dol, oziroma skočil. Spustil sem se in se sreč spet na vse 4 prčakal in se ustavil v tistem plazovini nad Petico. Franček je šel pol mečkan desno in je direktno prišel do Snežiša. In takrat so pač se, ko sva enkrat se spet pripela na fiksno vrv nad Petico, sem rekel, hvala Bogu, še nekaj smo preživeli. In ko sva se spustila do Štirice, sta tam bila 2 šerpi, ki jih je Aleš poslal kot eventualno pomoč, ne. In tisti je bil eden, kar se mene tiče, eden najlepših trenutkov v življenju, ko sem se zavlekel v snežno luknjo, se Nuruju prekucnil v naročje, počakal, da mi je dal čaj in zaspal dobesedno, ko v maminem naročju do drugega dne. Kako pa je bilo plezati s Frančkom Knezom? Verjetno enim najboljših, ne, težka je ta definicija, kdo je najboljši, tako in drugače, ampak ne, vemo za Frančkove kvalitete in njegov sloves. Sta se s Frančkom, razen te v bistvu plezarije v Loceju, navezala še kdaj skupaj na vrh, sta plezala še kdaj? Mogoče celo kaj prvenstvenega? Takrat smo pač hodili v centralne Alpe, oziroma najraje v Šamoni plezati, bivali smo v tistem znanem alpinističnem kempu za Britofom. In jaz sem šel tje, tisto sezono sem šel tje, samo z enim namenom, splezati prvenstveno smer v Žoracih. Ker sem pač v eni reviji videl sliko Žorasov, kjer so bile vrisane vse smeri in mi je padlo v oči, da tam ob Krozovem stebru po ledišču dobesedno naravnost gor ni nič. In sem rekel, tole je treba splezati. No in pa smo nekaj malo za ogrevanje, da tako rečem, plezali. Jaz sem bil zmenjen z Zvonetom Andrejčičem, ki je zbolel, tako da ni prišel, in sem se pol dogovoril z Vidmarjem Vladotom, ki pa sploh še nikoli ni plezal v ledu do takrat. In sva šla in sva nakupila cepin, pa kladivo, pa par vijakov zanga, in da bova šla v Žorase. In potem prideva nazaj v kemp in vidim Frančka, ki je pa takrat z Jožetom Zupanom splezal Mrtvaški prt. In to zelo hiter. In vidim Frančka in ima pred sabo na tleh tisto revijo in urisano smer točno tam, kar sem jaz mislil. In sem rekel, opa Franček, a bomo šli v Štir? In je bil takoj za to. In tako smo šli v Štir. S tem, da jaz Frančka do takrat nisem sploh poznal. Razen po pripovedovanju, kaj vse je splezal, ali pa potem, kaj sem prebral. No, takrat sem videl, kakšne sorte pravzaprav plezalc je. On preprosto ni, se mi zdi, no, da ni prenesel, da kdo pleza pred njim. Tak občutek sem dobil. In tudi, ko smo vstopili v smer, sva midva z Vidmarjem vstopila po enem strmem ozebniku, Franček je šel še malo desno naprej in je prehitel po eni rampi. Tako da na prvem stojišču
smo bili že skupaj in je Franček že plezal naprej. No, in od tam naprej je ves čas on plezal naprej. Smo pa plezali v dveh navezah. Mi dva z Vidmarjem sva plezala pač tako, kot smo bili navajeni, raztežaj pa raztežaj, ne glede na to, da on Lado še nikoli plezal v ledu, sam tako, kot sem rekel, ko sem se jaz s kom navezal, sem mu zaupal vedno, brez problema. No in tik pod vrhom vem, da pripelje tiste lediše do skal, ali pa še ene 3 raztežaje skal. In me je bilo spet groza, ko sem Frančka gledal, ko je snel dereze in je plezal po tistih kamenčkih, ki so ponavadi takole po ledišču primrznjeni v led. Je rekel, jaz se z derezem ne počutim dobro, če je tenek led. In je po tistih drobcenih stopkih splezal do skal, naredil vrvajne. No in tako se je pol zadeva končala tam na vrh. Me je pa tudi, jaz sem takrat nekaj že vedel o njem, da je plezal po več smeri na dan, pa take stvari. Ne? In sem računal, da ko bomo splezali ven, gremo po grebenu proti Dendežon, pa proti Midiju pol, da smo z žičnico spustili. Pa Franček ni bil za to. Je rekel, čist dosti imam jaz za danes. In smo se spustili na bivak, Bokalate, in potem v Italijo, seveda, brez vseh dokumentov. K sreči sem jaz imel v ruzaku vodniško knjižico, ki sem jo pač zlorabljal takrat zato, da sem kakšen popust dobil na kakšni žičnici. In smo se hladnokrvno vkrcali na avtobus za Chamonix. Italijan nas seveda sploh ni pogledal, Francoz je prišel noter, imate dokumente, in sem mu jaz tisto vodniško knjižico pokazal, pa rekel Norfas Joras, pa je rekel, ok, in pa nas je spustil čez. Si začetnik lednega plezanja na Slovenskem, torej leta 1979, si bil v navezi, ki je prva preplezala ledni slap, poimenovan Lucifer. Ne? Zakaj? Ker je bil tako strašljiv. Spon, ki je bil sploh prvi spon v zaledenelem slapu pri nas. Kako ste sploh prišli na idejo plezati slapove, preplezati zaledeneli slap? Torej, očitno, glede na to, da ste bili takrat prvi, tega še niste pri nas počeli. In še ena zanimiva misel, ki se mi ob tem poraja, zakaj ste se lotili v bistvu prav te stene oziroma te linije ledne, ki je še dan danes, ne moremo reči, ravno nezahtevna. Zakaj se niste lotili kakšne druge, lažje ledne linije, ki jih je bilo verjetno levo-desno po alpskih dolinah precej? Meni se je veliko stvari dogajalo v življenju slučajno. In ta je tudi ena od njih. In zato me je kar malo naroden, ko me nekje obravnavajo kot začetnika lednega plezanja po slapovih pri nas. To je bil čisti slučaj. Mi smo šli plezati v Špik pozimi, vreme se je skazilo in ko smo se peljali proti Martuljku, je dobesedno tisti slap takole stal pred nami. In jaz sem razmišljal, a gre dan v nič ali nekaj probamo. Kako pa, če bi probali tale slap splezati? V ledu smo že plezali. Kaj, ne? In smo šli noter z orodjem, kakršno smo pač imeli, z znanjem, ki ga tudi nismo imeli kaj prida,
In jaz vem, da sem čez en dedalj v spodnjem delu sem celo lestvice uporabil. Ker enostavno nisem verjel, da bojo dereze prijele. In sem zavrtal klin in s pomočjo lestvic splezal tista prvi raztežaj pol. Tam na levi strani je bila ena skalna luknja, sem noter zabil klen, fiksiral štrak, ampak je bilo že pozno. Ok, pustimo mi tlele fiksiran štrak, pridemo naslednjo nedeljo oziroma naslednji vikend, pa po njem do tle pa čez. Seveda nismo vedeli, kako leden slap ratuje. In ko smo mi naslednjič prišli, bila tista vrv pol metra pod ledom noter. Ampak ni bil pa več tako strm, ki je bil takrat, smo prvi začeli. Tako da sem relativno hitro splezal do tistega štanta, pa je Lado splezal po tisti najtežji del. Ponekod tako, ker so bile te šalčke, ki jih voda naredi, da se je z volnenimi rokavicami prijel za šalčko, malo počakal, da so rokavice primrzle. Meni se je kar malo ustavil, ker sem ga gledal, kako brez cepina pleza tam ene par metrov. No in potem sem je še tisti del nad tem glavnim delom, se ne vem, če se sploh pleza, ker je bil še en skok, 5 metrov visok, pa pol graben, ki se je končal. In smo ga splezali, ker se je takrat pač, ko bi rekel, glih uveljavila ta kategorizacija, zaradi katero smo mi morali javljati vzpone, mislim, da Bojanu Polaku ali na komisijo za alpinizem ali kam, smo pač ta vzpon upisali, in je malo zavladala panika, kako zdaj to oceniti. Prvenstven, pa navpičen led, in je kar naenkrat nanesel toliko tistih točk, da bi mi za cel let imeli dost. Pa smo se pa nekako zmenili, da je to trening, da to ne moramo reči kot smer. In mislim, da en teden kasneje je bilo cel kup, 3-4 slapovi so bili splezani po Sloveniji. Češka koča, mislim, da Sinji slap, pa še ne par. To je slučajno bilo ali je pač čisto preprosto informacija vašega vzpona prišla naokrog in so še drugi poskusili? Po moje je bilo slučajno, po moje je bila taka zima, da so bile take razmere in toliko nas je že bilo, ko smo v centralnih Alpah v ledu plezali, da jih je zamikali tudi to. Po moje je bilo slučajno, mislim, da niso zaradi tega začeli. Zato se tudi sploh se ne smatram za kakšnega začetnika lednega plezanja v slapovih. Kako ste pa pol dojemali, na primer, ta led? Je ta led bil, če res niso razmere v hribi, gremo pa potem kakšen slab splezati, torej še vedno rezerven plan, ali je plezanje slapov postala resna zadeva potem? Ja, kasneje se je to, se mi zdi, razvil kar zares, ker so se tudi zmeri bolj resni slapovi plezali. S pojavom dry toolinga so se plezale tudi težke kombinirane smeri ledne pri nas. Tako da mislim, da se je razvil kar v samostojno smer to. Kako ste pa vi dojemali? Ja, jaz sem ga dojemal kot nekaj luštnega, kot nekaj novega, kot nekaj takega vodnega ledu. V centralnih Alpah ga redko kdaj srečaš, voden led. In se drugače obnaša in se drugače pleza v njem. In tudi
Drugače zoprn je, bom rekel, ker si moker. Če je kolčkaj resen slab, po njem teče voda in ne prideš ven, ne da bi bil podhlajen. Vemo, da si bil tudi odličen alpinistični smučar. Torej, bil si prvi, ki je presmučal hudičev žleb. Si presmučal verjetno še precej tega, naprimer, kaj se ti je tukaj otisnilo v spomin? Smučati sem se jaz naučil v hribih, na turnih smukih. In kasneje sem tudi naredil ustrezno šolo za smučarskega trenerja in sem delal kot smučarski trener. Ampak v osnovi je bil smučanje eno od dejavnosti, ki me je zanimala od samega začetka. In tako kot pri alpinizmu me je tudi tlele zanimalo, kaj zmorem, kaj smem, kaj si upam. In tako so prišli tudi te vzponi. S tem, da sem kasneje pravzaprav, ker sem malo opustil alpinizem, sem se pravzaprav samo še smučarijo ukvarjal. Ta vzpon v Hudičevem žlebu oziroma ta spust, se je po svoje tudi zgodil na nek slučajen način. Franci Mrak, eden prvih pri nas alpinističnih smučarjev, čeprav ni bil nikoli alpinist, ker recimo smučal z vrh Triglava, pa cel kup stvari, je imel eno, za moj okus, precej blazno idejo, da bi presmučal Dolgo Nemško. Jo je pač od odspodaj iz vrat, jo je večkrat gledal po zima, in se mu je seveda videl flanka. In sem ga malo težko skoraj prepričal, midva sva pa delala skupaj v smučariji. On je bil trener mislim, da Valentinu Vodniku ali kje. Sem ga skoraj malo težko prepričal, če hoče si res odreti piko, kot smo svoje čase temu rekli, dej, gremo Palavičinija smučati. Še ben slovenskega ni, do takrat. No in pa se je le pustil prepričati in za Palavičinija se mi je pa zdel, da bi bil Hudičev žleb pa lih prav strm. Da bi se majčkeno poskusili, ali gre ali ne gre. Drugače so do takrat pri nas že kar precej hudih stvari presmučali, seveda ne to, kar se je kasneje dogajalo z Karničarjem, ampak je bilo kar precej lepih stvari že do takrat presmučanih. Hudičev žleb pa nobenemu še ni padel v oči, najbrž zaradi tega, ker je tako prekleto ozek, po sredini ima plaznico prostora za tiste smuči, ki smo jih imeli takrat 2 metra pa 5 dolge, praktično nikjer. Tako da je bila prav zabavna zgodba po svoje. No in v bistvu je bila priprava na to, da bomo šli v Palavičinija, kjer ga pa jaz nisem smučal, ampak se smučala samo Vidmar Lado pa Mrak, Franci, jaz sem pa vse skupaj posnel. Jaz smo pa idealne razmere, mislim. Razen za izstop ven na vrh iz Škrbine, sploh nisem da res gordal. Tako dobre razmere so bile v Palavičinju. Tako prihajamo počasi že do konca, torej naše današnje epizode, zgodbe, najinega današnjega pogovora. Za konec, mogoče vprašanje, ki se tiče seveda vseh nekdanjih zelo aktivnih plezalcev. Si še aktiven v hribih, mogoče
tak podatek, dokdaj si intenzivno plezal, se spomniš mogoče celo zadnje preplezane smeri? Nažalost, premalo. So se zgodile nekatere stvari, predvsem, bom rekel, soplezalca ni bilo več enostavno najti v mojih letih. Drugič, dosti sem bil angažiran v smučariji. Tretjič, noč sem padel, kot se reče, v golf. In kar naenkrat je bilo zelo malo časa še na razpolago. Sem pa sem šel še na kakšen turen smuk, da bi pa kaj resnega splezal, je pa tega že, prmejdun, da je 20 let siguren, če ne več. Tako, spet smo prišli do konca nove zgodbe oziroma nove epizode zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala Vani, da si z nami delil svoje zgodbe. Drage poslušalke, dragi poslušalci, drage gledalke, seveda gledalci, vam pa hvala za pozornost. Se vidimo, slišimo kmalu. Do takrat pa srečno